Ja, jaz sem raziskovalka na Inštitutu Jožef Štefan, ukvarjam se z računalniškim jezikoslovjem, izhajam nekako do dodiplomske ravni iz jezikoslovja, zdaj sem pa več ali manj na računalništvu, vodim pa tudi en evropski projekt iz tega področja računalniškega jezikoslovja. Mogoče za začetek samo, ker nismo si iz istega področja, kaj računalniško jezikoslovje sploh je. Računalniško jezikoslovje ali pa zelo tesno povezane področje procesiranje naravnega jezika se ukvarja z metodami razumevanja jezika strani računalnikov, torej kako lahko računalniški algoritmi razumejo jezik uporabnikov, razvijanje orodij za analizo jezika in pa tudi za tvorjenje jezika. Čist kot primer nalog, ki jih je cela vrsta, lahko gre za take čisto osnovne naloge, kot je označevanje besedilnih korpusov. Tukaj gre recimo, kako lahko računalnik ve, kaj je, ne vem, samostalnik, kaj je pridevnik in tako naprej v jeziku, do luščenja informacij, strojnega prevajanja, kar ste se verjetno vsi že srečali s tem, potem pa klasifikacija dokumentov, recimo, če imamo neko novico, a zdaj ta novica spada na področje športa ali na področje politike, potem pa izdelava povzetkov, pa tudi recimo pripisovanje avtorstva, analiza sentimenta. Skratka, gre zelo za tako produktivno znanstveno področje, pa tudi aplikativno, verjetno vsi, ko to preberete, vam že skačejo pred očmi razni Googlova orodja in od ostalih računalniških gigantov. Jasno je, da živimo v času velepodatkov, vsak dan se generira na res ogromne količine podatkov in od tega je velik del tudi tekstovnih podatkov, nestrukturiranih. Če pomislimo, koliko mailov vsi skupaj napišemo na dan ali pa na Wikipediji, koliko geslov je, to res raste dnevno. In v računalniškem jezikoslovju je pa nastal velik napredek na eni strani, če imamo te ogromne količine besedilnih podatkov, na drugi strani zdaj z res velikim razvojem računalniške moči in to je omogočilo, da so se ta orodja računalniškega jezikoslovja res bistveno izboljšala in v marsikateri nalogi dosegajo res dobre rezultate. Ko pa govorimo o orodjih računalniškega jezikoslovja, pa so ta zgrajena tako, da uporabljajo odzadaj jezikovne korpuse, torej te ogromne količine podatkov. In to so lahko knjige, časopisi, članki, socialni mediji, vse živo, kar si predstavljamo, da je bilo napisano. In to omogoča kvantitativne analize, torej lahko s tem boljše analiziramo jezik. Recimo prej, ko je kolegica govorila o zgodovinopisju, dokler imamo mi neko omejeno zbirko podatkov, recimo, ki jih želimo preučevati, je seveda izvedljivo, da se nek raziskovalec v to poglobi. Če bi pa nekdo nas vprašal kakšno raziskovalno vprašanje o nekih stvareh, kako so povezane na celem spletu ali pa na vseh besedilih v slovenščini ali pa v novicah zadnjih 20 let, je pa težje odgovoriti strani enega raziskovalca. No, in računalniški modeli torej omogočajo tudi analizo teh razlik v povezavi s spolom, hkrati pa bi rada tukaj odprla tudi vprašanje reproduciranja pristranosti v računalniških modelih. Torej, ker so računalniški modeli zgrajeni na jezikovnih korpusih, lahko tudi nekako poustvarjajo in vsebujejo človeške pristranosti in stereotipe, ki jih ljudje na spletu pišejo. Zdaj, dimenzija spola je prisotna tudi v samih raziskovalnih nalogah. Recimo zelo tak preprosta naloga, ki je organizirana kot računalniško tekmovanje, je ali lahko na podlagi tweetov ene osebe ali pa bloga mi uganemo, katerega spola je ta avtor. To so relativno za računalnik lahko rešljive naloge s točnostjo okoli 90%. Recimo, če si predstavljamo v slovenščino, že te samo nanašujoči se stavki, če jaz rečem sem šla, je velika verjetnost, da sem jaz recimo ženskega spola. No in tukaj že pri takih, to je zelo zanimivo tudi z vidika sociolingvistike, kjer imamo potem recimo tematsko raven, pa slogovno raven, kjer so neke razlike, ampak že pri raziskovalnih vprašanjih se pa seveda odpre kup vprašanj.
če mi definiramo nalogo kot razlikovanje med moškimi in ženskimi uporabniki, ali smo tukaj postavili recimo binarno dimenzijo spola, kako je to problematizirano. Pri interpretaciji recimo velikokrat smo videli pri raziskavah pridejo zelo stereotipne rabe jezikov, zdaj kako na to gledati stvari interpretacije. No, ampak ne gre samo za to, da mi razlikujemo, ampak gre dejansko za vsa orodja, ki jih imamo in kako je to prežeto s to dimenzijo. Če imamo tukaj, pač zjutraj sem upisala v Google Translate stavek, the boss and the secretary came to the office, to je takoj postane šef in tajnica, sta prišla v pisarno, ne pa recimo šefica in njen tajnik. In potem tudi tukaj, the boss asked the secretary to take notes, šef je prosil, zdaj to postala sekretarka, da si beleži. In to, zakaj je to tako? Ker je v vseh teh besedilih, ki jih vidimo, je dejansko to toliko bolj pogosto uporabljena fraza. Torej, to ne gre za zdaj neko pravilo, ki si ga je računalnik izmislil, ampak to odseva rabo našega jezika. Zdaj bom za 1 minuto šla samo toliko, da tehnično razložim, s čim se bom ukvarjala in obljubim, da ne bo preveč zatežen. Torej, velik napredek na področju računalniškega jezikoslovja je prinesla neka predstavitev, ki so vektorske besedne vložitve. Zdaj, tako preprosto. Če si predstavljate, kako računalnik razume besedo, najbolj preprosta predstavitev bi bila taka, da vi rečete, s čim se ta beseda sopojavlja. In podobne besede v podobnih kontekstih imajo podoben pomen. Recimo, jaz jem banano, jaz jem jabolko, jaz sem pojedla hruško, vse to, kar sem pojedla, ima neko podobno dimenzijo. Recimo, če pa jaz rečem, jaz sem pojedla stol, je to blazno nenavaden stavek, česar nas večina ne dela in ta beseda se nikoli v korpusu, skoraj nikoli verjetno ne pojavi v tem kontekstu in zato izgleda čisto drugače, ampak na stolu se pa sedi, na klopi se sedi, pa še kje druge se sedi. To je taka osnova te distribucijske semantike. No, kar je pol za te besedne vektorske vložitve, so pa taka dosti bolj kompleksna dimenzija tega, kjer se te stvari nekako naučijo z algoritmi globokega učenja, skratka neke zelo take, predstavitve so malo bolj kompleksne, ampak odražajo pa to, da se podobne besede so si blizu v vektorskem prostoru in omogočajo tudi, da ohranjajo neke nivoje semantike. Recimo zanimivo je, da če v vektorskem prostoru predstavimo semantični ali sintaktični odnos, recimo na tem primeru je slow, slower, slowest, ima to v vektorskem prostoru enako prostorsko relacijo kot short, shorter, shortest. In pridemo spet nazaj do spola, recimo odnos med moškim in žensko v vektorskem prostoru, naučenem na skupku ogromnih besedil, je enak kot odnosu med recimo kraljem in kraljico in teto in stricom. No, in zdaj bi se pa osredotočila prav na te vektorske besedne vložitve in kako je to povezano s spolom, pa tudi s pristranostjo. No, če vzamemo recimo raziskavo, ki se ukvarja s korpusi, torej vzame Google News, recimo, da so to vsi članki na Google iskalniku in pogledate, da imate recimo vektor moški in ženska, kot vidite na tej sliki, ki ima enako relacijo kot kralj in kraljica, enako distanco. Zanimivo je, da je tudi odnos med tem, kaj je moški napram programerju in potem vprašamo po analogiji računalnik je ženska čemu, pride pa ven gospodinja. In zakaj do tega pride? Zaradi tega, ker se očitno neki dimenzija spola v načinu, kako se izražamo, ogromno nas, kako se izraža, pač odseva neke neenakosti med spoloma. In enako recimo pride pri zdravniku, kjer dobimo recimo bolniško sestro, ki je spet poklic, ki recimo da hierarhično, vsaj po plačilnem razredu, ni na istem nivoju.
No, in to je odprlo ogromno vprašanj in to so zdaj te najnovejše študije, ki so zaznale, da je to pomembno vprašanje, ker to vpliva ne samo na strojno prevajanje, ampak na celo vrsto orodij umetne inteligence, če hočemo tako reči, in pokaže na te spolne razlike v delovanju orodij. No, pri teh predstavitev, recimo, če imamo mi besedo v teh angleških študijah, recimo nurse pa boss, te besede ne bi smele biti v vektorskem prostoru različno pozicionirane glede na dimenzijo spola. Če sta to besedi brother in sister, to ni problem, ker jim je spol inherenten. In te spolno nevtralne besede so potem tudi primerjali te vektorske vložitve, te računalniške predstavitve in so to primerjali z rezultati študije množičenja, kjer so ljudi na spletu prek anket spraševali, katere besede bi bolj povezali z moškimi ali ženskami in so se dejansko ti rezultati zelo korelirali. Torej gre za te primere, kot je ta drugi od teh dveh, torej ne brother in sister, ampak recimo doctor in nurse, ki so taki, ki vnašajo v orodja to pristranost in ki so tudi spodbudile to skupnost, da bi se začela ukvarjati z metodami odstranjevanja pristranosti, saj bomo, če ne, imeli na koncu orodja, ki samo perpetuirajo neke razlike. No, teh študij je bilo več, samo da dam še dva primera. Recimo podobno so ponovili rezultate od testa implicitnih asociacij, kjer ne gre nujno samo za spol, ampak če imamo recimo dimenzijo prijeten, neprijeten in so ljudje spraševali, kako so neke besede s tem povezane, je v redu, recimo, da imamo rože, ki so povezane s prijetnim in insekte z neprijetnim, blazno škodljive pa so asociacije, kjer imamo recimo evropska ali pa afroameriške imena, ki so povezane z različnima dimenzijama. In enako pride pri moških in ženskah in se je izkazalo, da se te študije o teh implicitnih asociacij ponovijo pri analizi korpusov besednih vložitev, kjer so recimo moški bolj povezani z matematiko, ženske pa bolj z umetnostjo. To tudi korelira recimo z poklici, ki so bolj reprezentirani pri enem ali pri drugem spolu in se tudi to odraža v teh ogromnih reprezentacijah jezika. No in spet, če se to prenaša, pomeni tudi, da orodja, ki uporabljajo take predstavitve, prenašajo te razlike. No, je pa treba tudi omeniti previdnost pri preučevanju pristranosti, se so nekateri raziskovalci pa tudi pokazali, da se pri samih vprašanjih in zasnovah teh raziskav kažejo neke recimo napake. Če mi zasnujemo eksperiment, kjer vprašamo recimo, kaj je meant to actor is woman in pričakujemo actress, je v redu, izkazalo se je pa, da ko vprašamo meant to doctor is woman to x, da tukaj je zasnova eksperimenta bila taka, da ni dopuščala, da je to ista beseda in torej doktor niti ni mogel priti. Tako da je treba vedno gledati te stvari, da morajo biti tudi znanstveno zelo transparentne in da ponovljive, da jih lahko različni raziskovalci naslovijo. No, slovenščina nima tega problema, ker ima večino besed izražen spol poklicev. Zato smo mi tukaj se recimo temu očitku, da ne more ista beseda vam priti v večini poklicev lahko izognili in smo naredili eno tako manjšo raziskavo, kjer smo vzeli vrsto poklicev v slovenščini in pregledali, kako te vektorske vložitve treniranih na velikih slovenskih korpusih odražajo spol. Torej pričakujemo, da če imamo moški menedžer in analogijo je ženska čemu, da bomo dobili tukaj žensko obliko poklica menedžerka. Tako nekako izgleda potem taka analiza. Skratka, če imamo direktorica, pričakujemo, da bo direktor na prvem mestu, to so pa potem ostali kandidati po podobnosti in obratno, direktor, direktorica. Zanimivo je, da v prvi, tej najbolj pogosti različici večinokrat dobimo pravilno stvar, je pa zanimivo tudi pogledati, kaj se med 10 naslednjimi kandidati pojavlja, kjer je recimo tajnica skoraj vedno nekje med ženskimi analogijami. Torej, kot rečeno, v 96% primerih oziroma
še več smo dobili pravilni prvi zadetek, ampak kdaj se to ne pojavlja, recimo pri moški proti duhovniku je ženska proti nuni, zaradi tega, ker duhovnice ni recimo v slovenskih korpusih, ampak zanimivo, tudi moški šef je ustrezal ženski tajnici. Ne? Potem smo pa pogledali še, kateri so med prvimi 10 zadetki in smo ugotovili, da so neki poklici, ki so popolnoma nepovezani s tem poklicom, ki smo ga dali kot iskanje v analogijo, kjer so prišli poklici, ki so zelo značilni samo za en ali drugi spol, recimo hišnik, mehanik, taksist, pa potem imamo medicinsko sestro, pa tudi gospodinjo recimo in kuharico za žensko. Potem smo pa še pogledali med najbolj pogostimi 20 besedami in je zelo zanimivo, da je odvetnik recimo najbolj pogosta, ki se je pri vseh poklicih vedno pojavila nekje med temi 10, je bil odvetnik, pri ženskah pa kot že rečeno tajnica. No in nekaj bizarnosti, recimo moški plesalec ustreza ženski striptizeti. No, ta orodja omogočajo tudi to, da mi, torej na eni strani je problem, če mi perpetuiramo te pristranosti, na drugi strani nam pa ta orodja omogočajo analizo reprezentacije spola v korpusu. Tukaj je vrsta diahronih analiz, ki, kot rečeno prej, če imamo mi korpuse od leta 1910 do leta 2000, jih en raziskovalec, razen kakšnega izjemno nadarjenega, ne bo mogel pregledati v to kratkem času in nam lahko računalnik pomaga računalniško to obdelati. In tukaj so recimo gledali predvsem pridevnike, ki se vežejo na žensko in so opazili recimo, da so pridevniki, ki so bili bolj vezani na inteligenco, premišljenost, logiko, so videli, da tekom let nekako je trend, da izginjajo, fizični izgled postaja še vedno zelo pomemben opisovalec žensk. Zanimivo je bilo tudi v tej študiji, da je bila blazno velika, ko so gledali neke korelacije v reprezentaciji žensk recimo v teh korpusih, je prav očitno razlika tam okoli let 60-ih, 70-ih je preskok, kjer se vidi neka družbena gibanja, kakšen vpliv so imela. No, zdaj pa še, če pridem na koncu na orodja, kar sem že malo omenila. Skratka, če imamo algoritme, ki so natrenirani na korpusih, bodo, če imajo korpusi noter pristranost, tako z vidika spola, kot druge elemente, ki se jih ne zavedamo, dobimo algoritme, ki ne vemo, zakaj tako delujejo. Tako da na en način je tukaj blazno pomembno, da se zavedamo teh elementov, da je drug način, če gradimo splošne modele jezika, da razmislimo recimo, kaj narediti s sovražnim govorom, kaj narediti z različnimi drugimi elementi, ki lahko tudi motijo te splošne modele. In glede na spol lahko ločimo med problemi, da eni algoritmi delujejo boljše zaradi tega, ker je bilo v učnih podatkih več recimo podatkov, ki so bili na tem prevladujočem spolu in na pristranost reprezentacije. Zdaj, tukaj je samo par nalog, par študij, ki je to opazil. Naprimer, če samo 3 bom prebrala, če je v strojni prevajalnik bilo vnešeno he's a nurse and she's a doctor in to prevedeno v madžarščino in nazaj v angleščino, smo dobili she's a nurse and he's a doctor. Torej, to kaže na to pristranost. Potem caption generation, če imamo mi recimo neko podnaslavljanje slik, se program nehote naučil, da če je računalnik na sliki, bo sliko podnaslovil, kot da je moški na njej, ne pa ženska. Pri recimo razpoznavanju sentimenta so ugotovili, da ker je bila učna množica taka, skratka računalnik se vedno uči na podlagi nekih videnih primerov in potem to posploši, in če je učna množica taka, da ima več jeze v ženskem govoru, potem se nehote nauči, da bo pripisoval ta sentiment ženskam. Kot rečeno, lahko imamo to na nivoju učne množice, ker računalnik se vedno uči razlikovanja na podlagi videnih primerov in če ne pazimo in se ne zavedamo, kaj damo v računalniški model, ki vsebuje pristranost in to zignoriramo, se ne zavedamo, da tvorimo take algoritme. Na drugi strani imamo torej algoritme in na tretji to, kako ocenjujemo algoritme.
Mi moramo na vseh teh treh nivojih delati, torej da po eni strani, da pazimo, kakšne učne podatke uporabljamo, na drugi, da testiramo algoritme same in poskusimo razumeti, če vsebujejo pristranost, in na tretji, da generiramo take testne množice, ker kot v znanosti vedno tukaj gre, kako dobro ti deluješ na nekih že obstoječih podatkih, in če so te podatki taki, da vsebujejo pristranost, potem tvoje metode delujejo slabše, če imaš nepristrane algoritme. Torej je pomembno, da imamo vse te tri nivoje in potem takih primer testne množice, ki to upošteva, je tak, da skreira podobne stavke, ki imajo dimenzijo spola vključeno, in potem se pričakuje, da računalniški model, ki nima pristranosti, da bo enako dobro razrešil v tem primeru koreferenco zaimka, ne glede na to, katere zaimek je uporabljen. Torej, pred zaključkom, na teh modelih za razpristranjevanje, kako bi to imenovali, se veliko dela v zadnjem času. Pogosto je nemožno doseči nepristranost in se to preverja na nekih dosti manjših posameznih nalogah, ampak je pa to prepoznano kot pomembna dimenzija v zadnjih letih in bo potrebno še kar nekaj raziskav in tudi odločitev, da gremo v take raziskave. Torej, področje se je začelo ukvarjati s pristranostjo, obravnavali smo vektorske besedne vložitve, ki so bile preboj v zadnjih letih na področju računalniškega jezikoslovja, omogočajo nam analizo reprezentacije spola v jezikovnih korpusih, hkrati pa smo prikazali tudi nevarnost, da se prenaša pristranost prav prek algoritmov. Pomembna je analiza tako učnih množic modelov kot testnih modelov in fino je, da so iniciative, kako delati na razpristranjevanju avtomatskih modelov. Zato je pa blazno pomembno, da imamo transparentne in ponovljive eksperimente, kjer lahko različni raziskovalci tudi o lastnih, o teh samih raziskavah pokažejo na morebitne napake in na boljše predloge. In seveda ne gre le za spol, ampak tudi za druge aspekte, veliko je bilo rečeno o rasi, recimo tudi za starejše, recimo kako vpliva starost. Veliko modelov ne bo dobro prepoznavalo govora starejših ljudi, zaradi tega, ker je tega blazno malo v učnih množicah. No, torej, želimo si čim več financiranja za transparentne raziskave in odprto in strpno družbo. Mislimo pa tudi, da je pomemben, da diseminiramo rezultate. Pogosto se umetna inteligenca predstavlja kot neka lastna entiteta, ki ima svojo voljo in svoje hude nevarnosti, ki nas bo zdaj požrla, ampak v resnici smo velikokrat prav mi sami, pač to, kar mi damo v računalnik, velikokrat vsebuje to in to moramo čim bolj deliti z javnostjo. Zdaj pa samo še za konec, to je en čist majhen del projekta, ki pa je drugače se ukvarja z reprezentacijo in računalniškim jezikoslovjem in predvsem z mediji. Tako da hvala pa za diskusijo. Se veselim.